Kršitelji so s postaj dobesedno iztrgali kolesa, med drugim tudi na postajah pri železniški postaji, pri šolskem centru Krško Sevnica in pri občinski stavbi. Potem so kolesa polomili, polomili so tiste dele, ki se dajo polomiti, ali pa celoten okvir. Potem kolesa so zmetali stran v grmovje, kamorkoli, tako da jih pravzaprav bilo težko najti, kje so. Nekaterih tudi nismo našli, ne. Ene smo našli potem v Kerinovem grmu, ene smo našli nekje drugje. V glavnem, ta kolesa so na vseh koncih se našla. Poškodovali so tudi mehanizme za izposojo, torej same postaje. Tako da se tudi notranje, se pravi žice in elektronike in vse ostalo se je poškodovalo. Skratka, nekdo je načrtno in pravzaprav vnemo to uničeval. Primeri vandalizma se pojavljajo že nekaj mesecev. Dogaja se vse že od avgusta lani, oziroma letos, potem september, oktober je bilo pa ta zadeva pravzaprav presegla že vse normalne meje in v bistvu se je videlo, da je šlo pravzaprav za načrtno uničevanje koles in pa celotne infrastrukture. Takšna objestna in nasilna dejanja posledično tudi onemogočajo izposojo vsem ostalim občanom, ki bi želeli uporabljati Krčana za svoje vsakodnevne poti. Na občini so se odločili, da trenutno za nedoločen čas vsa kolesa umaknejo iz sistema izposoje, saj so potrebni celovitega servisa. Prav tako bo potrebna celovita obnova na samih postajah za avtomatsko izposojo, kjer je bilo povzročene kar nekaj škode. S primerom se zdaj ukvarja policija. Upam pa, da s nadzornimi kamerami in z vsemi ostalimi posegi bomo nekako uspeli ne samo izslediti, ampak tudi preprečiti nadaljnje vandalizme. V sistemu Krčan, ki deluje od jeseni 2017, so do sredine novembra letos zabeležili 311 uporabnikov ter 7049 izposoj, kar je v povprečju 10 na dan. Občina Krško letno za redno vzdrževanje avtomatskega sistema za izposojo in samih koles nameni okoli 24 000 evrov. Z dodatno povzročeno škodo pa bo samo v zadnjih nekaj mesecih ta strošek večji za okoli 10 000 evrov.